Po 4 letih priprav je Simfonični orkester Glasbene šole Krško na oder postavil musical Rok kurent. Gre za politično-satirično dramo, za katero je besedilo napisal Matjaž Pikalo, glasbo pa Dejan Učakar. Delo je odlično režiral mladi domačin Žiga, ki mora zaradi študijskih pravil žal ostati v ilegali. Musical uprizarja volilno kampanjo starega, oblasti željnega politika in množico, ki hoče nov obraz. V resnici ne gre za kritično razmišljanje volivcev. Želijo si le drugačne fasade in dobro veselico. Županskega kandidata je odigral Matjaž Breznikar. Moj lik govori o tem, da bi iz nekega starega politika se rad prilagodil novim časom in vse svoje moči napnem v to, da bi mi to na županskih volitvah uspelo. Kot član amaterskega odra se igre ni bal, ga je pa malce skrbelo petje. Solo vloga meni ni delala nikakršnih problemov, bolj sem probleme imel s tem, ker nisem pevc, sem pač igralec in sem mogoče edini v tem orkestru, ki ne pozna not. Kljub temu so me naši profesori naučili tudi te zadeve. In skratka, vesel sem, da sem zraven in neizmerno uživam. Vloga glasbenika, najetega za predvolilne shode, je pripadla kantavtorju Petru Direnbeku. Ta moja vloga je bolj preslikava lastnega življenja na odrske deske. Se pravi, gre o glasbeniku, o samouku, o ljudskem pevcu, o trubadurju, ki ga ljudstvo nekako prepozna za svojega in ga proba inaugurirati za župana. Kurent se lovi med željo po hitrem zaslužku brez idealov in vztrajanjem na glasbeni poti. No, in tukaj se zgodijo razni konflikti med tem, da pade romanca z kandidatovo hčero, od tega, da je sam kurent v konfliktu sam seboj, ali naj sledi neki svoji umetniški poti, ali pa se naj spusti na realna tla, ki jih predvsem pogojuje davkarija, ki ubija. Kandidatova hčer je igrala odlična Tadeja Molan. Delam pač uporništvo predvsem svojemu očetu, ne? In kar mi zelo ustreza, ne? Zato ker enostavno se mi zdi, da vsi te govori politični in vsi shodi, ki se pač danes dogajajo v Sloveniji, glede na situacijo, ki je danes, ne? Da so dejansko v prazno, ne? In izzvenijo, nekam pač grejo v luft, ne? To smo tudi skušali dokazati s temi baloni, ne? Ki grejo v zrak in potem vse ostane na nekih praznih besedah, na praznih obljubah, ki se nikoli ne uresničijo, volivci pa pač ostanemo praznih rok, no? Glasba za libreto z vsemi spremembami je nastajala 2 leti. V bistvu je točno tako, kot smo si zamišljali, ker smo tudi tako v bistvu stvar zastavili, da bomo sproti popravljali in naredili eno stvar skupaj. Je pa siguren veliki privilegij, da imaš sploh priložnost nekaj takega delati in dobiti orkester, da ti to izvaja. To je v bistvu imajo redki skladatelji priložnost, da nekaj napiše in jim tako izvaja orkester to vse skupaj, tako da je zelo fino. Vodja celotnega projekta je ravnatelj glasbene šole in dirigent Simfoničnega orkestra Drago Gradišek. V muziklu sodelujeta še solistka Nina Berger in zbor pod vodstvom Nike Tkalec. Posavje ima toliko kakovostnih glasbenikov, da bi Krško lahko imelo glasbeno gledališče, pravi Gradišek. Jaz sem to že večkrat razmišljal. Krško verjamem, da bi lahko imelo eno profesionalno glasbeno gledališče, ki bi bilo prvo v Sloveniji, pa to ni toliko treba, če ga lahko ima Koper, pa Jesenice, pa Ptuj, ne, kjer imajo zaposlenega samo režiserja, redno, ne, kar bi dejansko lahko taka institucija po Krškem tudi imela, ne, če se gremo že neko središče Posavja. Potem pa 5 teh osnovnih glasbenikov in to je vse ostalo so pa sodelujoči pač po projektih. Po njegovi oceni bi letno lahko postavili 5 premier. Imamo tako pošlihtane vse človeške vire, danes pa, kolikor sem že rekel, ne vejo, kaj z njimi. Čelo pa še žalostno to, da so jih tudi štipendirali. Občine in posledice sheme so jih celo štipendirali, danes pa svoje znanje in kvaliteto morajo prodajati drugod. To pa je žalostno, to pa je škoda. In tudi to bi zagotovo prineslo tudi denar. Sicer pa eno tako mesto, kot je Krško, je pomembno, da ima eno tako stvar. Tudi to vleče inteligenco in vse druge ljudi. Zasluži si vsekakor Krško to, še zlasti pa zato, ker ima lahko čisto popolnoma vse pogoje. V muziklu Rok kurent je prek 90 nastopajočih, zato gostovanja niso možna. Le enega imajo na načrtu in morda še kakšno ponovitev v domačem kulturnem domu.